Lep pozdrav, lep dober večer. Moje ime je Katja Škrabar in z velikim veseljem napovedujem našega današnjega gosta, to je pater Karel Gržan. Jaz vam, vi meni in drugemu. Pater Karel je napisal in svetu predstavil novo knjigo Kako misliti ta svet drugače. Boš dala istočno? Ja, seveda. Okay. Veste, ker odgovarjate lažje, kot pa voditi pogovor, še posebej, če te tisti, ki ti odgovarja, povozi par sledečih vprašanj. Ja, res je. Komu je ta knjiga v bistvu namenjena? Za koga želite, da mu najbolj zazveni? Ja, ta knjiga je v bistvu namenjena samo nečemu, to je, da bi prebudila misel v razmišljanje. Ne? Ta knjiga želi, da bi začeli razmišljati s svojo glavo. Da ne bi več nadaljevali tradicije, bom kar rekel, po kateri moramo pravilno misliti. Ne? Pravilno pa misliš tako, če misliš oziroma ponavljaš avtoriteto, ki si jo izbereš ali pa ti jo na nek način vsilijo. Jaz sem se spraševal, zakaj ljudje tako hipnotično sprejemamo misel izpostavljenih avtoritet. Zakaj takrat na nek način predamo svojo misel in mislimo pravilno. Ne? Mislimo pravilno. In v raziskovanju tega sem prišel do ugotovitve, da preprosto zato, ker so nas na to navadili. Ne? Pred 250 leti, lansko leto 6. decembra, je bilo točno 250 let, ko je Marija Terezija uvedla šolsko obveznost. Ne? Veste, ko je nekaj zastonj in ko je nekaj obvezno, smo vedno mi produkt. Da ne bom napačno razumljen. Bogu hvala, da imamo šolsko obveznost. Problem je samo koncept šolske obveznosti. In največji paradoks je, da je način oziroma koncept šolske obveznosti spodbudilo razsvetljenstvo. Racionalizem. Misel se je začela prebujati. Ampak ta prebujena misel ni bila več dopadljiva oziroma celo ogrožala status izpostavljenih avtoritet oziroma neavtoritet, monarhov predvsem. Že John Locke, angleški filozof, razmišlja, zakaj bi bil vladar bolj posvečen, imel višjo vrednost kot katerikoli drugi človek. Zakaj nekoga na nek način povzdignejo in mu dajo status božjega maziljenca? Ne vem, če se spomnite kronanja Karla III. Veste, tisti najbolj posvečeni trenutek so ga celo zaprli, da ni bil vidno, ko ga je nadškof mazilo in takrat naj bi se zgodil nekaj. Ja, isto je, ko bi jaz vas dala nekaj tam pomazal, ne? Nič se ni zgodilo. Ampak to pa ogroža recimo moč tistih, ki so hoteli biti nad ostalimi. Ja, misel se je prebujala in to misel o vrednosti slehernega človeka, polni vrednosti slehernega človeka ni bilo več mogoče ustaviti. Voltaire še sicer razmišlja, da se misel ne bo prebujala pri vseh. On pravi za čevljarje, lekaje, ti bodo še vedno taki, bi rekel, nerazmišljujoči ljudje, ampak že Rousseau potem govori, ne, misel se prebuja in prebuja se pri sleherniku. Zdaj pa se pojavi problem. Misel se prebuja, ti več misli ne more zadušiti. Kaj zdaj narediti? Ta misel ogroža monarhe, ogroža tiste, ki so se postavili nad ljudi. Kaj bo zdaj naredil? Ta prebujena misel je bila nevarna. Ustaviti več nisi mogel. Edina možnost, ki je obstajala, je bila, da ti to misel kanaliziraš.
In zato je napisal šolsko obveznost en opat, ki je predtem napisal Šlezijski katekizem. Veste, kak je katekizem? Jaz vam dam, vi se naučite vprašanja in odgovore, oziroma vprašanja ni treba, morate znati pa odgovore. In to pravilno. Imate pravilno ponoviti in potem recimo v cerkvi je tak, da greš birmi, ne? V šoli pa 5 dobiš. Torej, uveden je bil način poučevanja, ki je katekizemski. To pomeni v cerkvi duhovnika, v šoli učitelja, ki ti pove, kaj je resnica. On ve, kaj je resnica. In potem je tista vrhunec manipulacije, ti boš nagrajen z odlično oceno oziroma boš prepoznan kot pameten, če ne uporabljaš lastne pameti oziroma če jo uporabljaš samo zato, da ponoviš to, kar sem ti jaz povedal. Torej, ne več kreativno. Ne? Recimo, to je odmik, veste, celo od srednjeveškega poučevanja. V srednjem veku so predavali na osnovi teze in antiteze. Kaj to pomeni? To pomeni, recimo, če pomislim na Tomaža Akvinskega, njegova dela, najprej je napisal zdi se, nikoli ni rekel resnica je, ampak zdi se. In potem je pač navedel 2-3 stavki smer, v katero želi voditi misel. Pod to pa je vedno napisal, proti temu pa govorijo sledeča dejstva. In je pošteno navedel, kaj pa ni v prid njegovi tezi. To je bila samo teza. Tisto, ne, zdi se, to je bila teza. In potem, kako je razpravljal, tako da so študenti lahko razmišljali svojo glavo. Kreativno. Teza in antiteza, za in proti. Sicer je hotel utemeljevati svojo misel, svojo sfer razmišljanja, ampak kaj pa na koncu ure naredil? Kaj so naredili v mračnem srednjem veku na koncu ure? Dali so besedo študentom. Da so, to je bila tako imenovana disputacija, da so sicer z ognovitostjo, mladostno ognjevitvostjo, drug drugemu pripovedovali, kakšna misel pa se je njim prebudila, ampak ne, da bi se kregali, kdo je pameten, pa kdo je butast, kdo ima prav, kdo nima prav, ampak dejansko, da bi skupaj domislili, kar je optimalno, da bi prerastli učitelja, za to gre. Ampak nas so pa zaprli pol v ideologijo resnice, ne? Ker če imam jaz resnico v cerkvi, učitelj v šoli, je to ideologija resnice. Jaz imam resnico. Ne svojo osebno, pazite, da ne bom napačno razumem, vse neke stvari so, bom pol omenil atensko šolo, neke stvari veljajo, ki se jih je treba naučiti, ne? Ampak problem je predvsem v tem, da so nas zaprli v to, da moraš pravilno misliti, ne? Torej, da ima nekdo resnico, ne pa osebno spoznavno resničnost. Da se bova mi to pogovarjala v življenju, bom jaz ne bom govoril, pa tudi to, kar danes govorim, ni resnica. Jaz pripovedujem samo svojo osebno spoznavno resničnost, do katere sem prišel, ja, z iskanjem, raziskovanjem, ampak to ni dokončna resnica, ne? To je samo moja osebna spoznavna resničnost. In vas nič ne ogrožam v vašem razmišljanju, ne? Sem imel nedavno sem imel, ne bom povedal, kje je, tudi eno srečanje, predavanje, in je rekla ena gospa, mi enako misleči. Veste, to je tisto. Ti se moraš zapreti v svojo sveto grupo. In ker smo rojeni v svet polarizacije, seveda, ne, to je ta manipulacija, polarizacija pa ideologija resnice, ne. Naša sveta grupa, pa njihova sveta grupa, polarizacija, ki ti rabiš nasprotnika, ne, in potem, kaj, ne, sebi pripisuješ resnico, mi smo pravi, oni pa so, ne bodi jih treba, s problemom tem, da oni na oni strani pa enako mislijo, ne. To je ta ideologija resnice. Mi pa govorimo o osebnih spoznavnih resničnostih. Če pa govoriš o osebnih spoznavnih resničnostih, me pa zanima, kako pa vi razmišljate. Ker mi moramo drug drugemu samo dati misliti. In se nič ne ogrožamo, če drugače razmišljamo. Če mi razmišljamo na osnovi osebne spoznavne resničnosti, se ne bomo skregali, ampak si bomo pripovedovali.
Če bomo pa govorili na osnovi resnice, veste, se bomo pa kar naprej kregali. Ne? Zato je vredno, da prerastemo to ideologijo resnice in se povrnemo nazaj, kar je bistveno za Slovence. Ne? Recimo, jaz se večkrat spomnim Vrba, Kamni okoli Lipe, tam so sedeli predstavniki ljudstva, ne da so se kregali, ne da so se delili na dva tabora, ampak da so drug drugemu prisluhnili, ker še niso bili okuženi z ideologijo resnice. Ne? In moramo te, bi rekel, manipulativne prijeme, s katerimi so nas zasužnili, ne? To naše medsebojno kreganje, neslišanje, to je suženstvo. To je peklensko suženstvo, v katerem je ta napetost enega zoper drugega. Ne gremo se več tako. Ne. Bom priznal, nimam resnice, imam pa svoje spoznanje. Kak pa ti misliš? In pa mi poveš, kak ti misliš, in jaz lahko mislim naprej. Ker drugače pa jaz ne morem misliti naprej. In moramo misliti dopolnjujoče in sodelujoče. Kar pa seveda ni dopadljivo za tiste, ki želijo z nami manipulirati. Zdaj imaš pa to že dodelano. Kje imaš dodelano? Dodelano imaš na algoritmih računalniških, kjer ugotovijo, kateri sveti grupi pripadaš, in potem ti avtomatsko ponujajo material, ki poveličuje tvojo sveto grupo in kaže one kot nezrele, kot smešne, kjer jih smešijo. Ne? Oni na drugi pa algoritmi prikažejo njihove kot izstopajoče, pametne. Mislimo te igrice na nek način osvoboditi. Marija Terezija je torej rabila, kaj je rabila? Rabila je pravilno razmišljanje, ne? Zato je bil uveden koncept resnice, ne? In ti imaš pravico pravilno ponoviti, petko dobiti. Potrebovala je torej ukalupljeno glavo in pa še nekaj rabila, vojake, ne? Zato že od malega se uvede v proces izobraževanja izključujoča tekmovalnost. Že takrat so bili eni izpostavljeni, prikazani kot pametni, drugi pa majčkeno bolj butasti, ne? Eni izstopajoči, drugi neizstopajoči. Ne? Najbolj to izključujočo tekmovalnost pa simbolizira, in to je zelo usodno, igra med dvema ognjema. Sicer so pa tudi druge igre, veste, zelo spretno domislene na način, da izključujemo druge, skrbimo pa samo zase. Ne? In bi bilo vredno ozavestiti te manipulativne prijeme, posebej igre. Zakaj? Ker igra je obred. Igra vnese miselni vzorec, po katerem potem ti ravnaš. In če ti igraš, se pa vedno volk oblači tu v ovčjo kožo, in če ti igraš človek ne jezi se, ne, bo nekdo rekel, ne, preoblečen v ovčjo kožo, ja, to je, da navadiš, da se otrok ne jezi. Ne, to je igra, kako ti misliš samo na svoje, druge preskakuješ, ven jih mečeš, to je še največji užitek, in na koncu zmagaš, ko poskrbiš za svoje, druge pa bolite. Ali pa Mikado, ne, palčke, tiste, veste, palčke, bi rekel, v ovčjo kožo preoblečen, bi rekel, ja, to je pa vaja v natančnosti. Ne, to je vaja, kak boš drugemu gledal pod prste, ga ven zabrisal, pa čim več sep na grabu. Treba je ozavestiti te vzorce, ki so lahko usodni. Ne. In glede procesa, koncepta izobraževanja, ne, veste, bo potrebna ozdravitev v korenini. Če bomo hoteli res narediti neko, bi rekel, reformo, ker zdaj to v smer, v katero gremo, je čista slepa ulica. Ne? Da sem slišal po radiju strokovnjake iz pedagoškega področja, da od zdaj ne bodo več nadarjeni, ampak samo še izjemni. Ne? Ja, ampak veste, kaj je to problem? To je problem, da gre od 250 let usmeritev v neznosno. In mi se bomo mogli ozreti nazaj v 250 let in ozavestiti manipulativne prijeme, ne? Potem pa ne se jeziti, radi morate imeti vse. Učitelje, ironizirajte pa koncepte. Ne? Tiste pa ironizirajte. Ampak potem, kar je še pa najbolj pomembno, pa kreirajte alternativo. Ampak ta alternativa, ne, se vemo, kakšne ovire zdaj Montessori, pa šolanje na domu, tistim, ki skušajo neko alternativo, veš, kakšne probleme jim dodatno delajo, ker hočejo obvladati.
ker hoče obvladati glavo, ker hoče vzdrževati neznosno. In koncept, kakršne je zdaj izobraževanje, poudarjam, samo koncept je neznosen. Ne? Če že pogledam, recimo, sem šel tako mečkem pogledat, moja soseda hodi v 3. razred, ne? Kaj vse mora vedeti, pa to je noro. Ne? In je povedala njena mamica, ne? Ko se pogovarja s starši, da ti ali otroka zanemariš in ga ne spremljaš, ali pa dejansko ti delaš šolo z njim, ker drugače preprosto ne zmore. Meni je rekla Gabi Čačinovič Vogrinčič, kar je za šolo, bi moralo biti opravljeno v šoli. Ostali čas je pa za dodano vrednost. Kaj so pa zdaj naredili? Okupirali. Staršem so okupirali ves čas dnevni, ne, začne delati ob 8, pa konča zvečer, to je kraje časa. Ne. Otrokom so pa okupirali, ne, tudi recimo atenska šola. Ne. Atenska šola je bila poudarek, kaj? Ne preveč informacij. Samo temeljne. Ker misel mora dihati. Ker že jaz se spomnim, pa je bilo manj neznosno učenje. Učil si se do tiste konference, ko so dobil oceno, pa si pa tako šel naprej, večinoma pozabil, da si neznosno količino ostalega zopet predelil za tisto oceno in pa si pozabil, ker ne moreš. Bistveno so temeljni podatki, veste kaj je pa pol bistveno? Pa so pa bistvena prava vprašanja. Če gremo mi na atensko šolo, ne, recimo, po čem se je odlikoval učitelj? Da je podal samo temeljno, potem pa da je znal spraševati. Ampak nikoli ni spraševal tako, da bi učenec ponovil, kaj mu je on povedal. Ampak so bila vprašanja zastavljena tako, da je učenec moral razmišljati kreativno na podlagi podanih informacij, ga je učitelj tako spraševal, da je učenec razmišljal svojo glavo in se je vadil misliti s svojo glavo. Sodelujoče in dopolnjujoče. S tem, da je poslušal drugega in se dopolnjal. To je čist preprosti koncept, ki ga bo potrebno obuditi, ko bomo naredili ozdravitev v korenini. Do takrat se bo pa dogajalo to, kar se dogaja, da tisti urad, ki spremlja samomorilnost otrok, sploh ne sme devati pravih podatkov ven, ker so preveč zastrašujoči. Zastrašujoče je to, kar vodi otroke v obup in v grozljivo stisko. To je zastrašujoče. In tu se bo potrebno vrniti. Ampak, veste, jaz se v tej knjigi tudi na koncu odpovem nazivu doktor znanosti, ker to je Veste, doktor znanosti, to je samo priznanje, da znaš ti operirati s podatki. Ampak jaz sem zelo vesel, da se je pojavila umetna inteligenca, kajti ta umetna inteligenca mene prehiti. V trenutku ona obvlada vse tiste podatke, ima doktorat, ki sem ga jaz napisal, tisti zagovor je, veste, kot bi bil v mali šoli, naprem umetni inteligenci. In zdaj se res ne bomo mogli več bohotiti zgolj z racionalno inteligenco. Pazite, je pomembna, ne bom rekel. Ampak to, kar pa odlikuje človeka in tukaj, kjer ga umetna inteligenca ne bo mogla, mu ne bo mogla parirati, pa je kaj? Celostna inteligenca. Predvsem odnosna inteligenca, intuitivna inteligenca, čustvena inteligenca, inteligenca navdiha, inteligenca z ozvočjem med nebom in zemljo. Zdaj vstopamo iz obdobja rib, ki so bile ugodne za to kreganje, za to grizanje drugega, v obdobje vodnarja, ki je pa v znamenju navdiha, igrivosti, dopolnjevanja, sodelovanja. Veste, umetna inteligenca temu ne bo kos. In mi se bomo končno zopet lahko vrnili k vrednotenju človeka v njegovi celovitosti. Tudi v srčno, to, kar je Manca Košir večkrat poudarjala, ne? Da morajo biti nevroni srca, ker mi imamo nevrone tudi v srcu, povezane s temi nevroni. Da mora biti leva možganska polobla, ki je racijo, ki je piflanje, povezana z desno, ki je umetnost, ki je ustvarjalnost, ki je navdih, ki je marsikaj to, kar plemeniti in posveti. Jaz večkrat rad rečem, na zatožni klopi Nürnberškega procesa, veste, je bilo kar nekaj doktorjev znanosti. Znanost, pamet, ki ni posvečena za srčnost, je lahko smrtno nevarna. Strokovnjaki svojega področja
Če so prodane duše, lahko najbolj zavajajo. Tako kot jaz lahko dokažem, da Boga ni, vam ne bo noben dokazal. Zakaj? Ker sem študiral teologijo. In če bom jaz, čeprav vsak dan grem v tihoto, grem v obnebje zaznavnosti s svetem, ker me svetli, umiri, stabilizira, mi daje navdih, ampak če bi bil jaz prodana duša, jaz bi s tem, veste, ker obvladam teologijo, jaz vam, ko berem kakšne knjige, da smo v knjižnici, ki razlagajo, veste, argumenti, da Boga ni, meni se zdi to vse otročje. Jaz vam bolj dokažem, da ga ni. Če bi bil prodana duša. Veste, to je nevarnost glave, ki ni posvečena z etičnim čutom, srčnim čutom, odnosnostjo. Glava sama je lahko smrtno nevarna, če jo uporablja prodana duša. Ja, ne, vse to je. Ampak tudi sebi ploskate. Ja. Veste zakaj? Ker mi moramo sebe prebuditi, vse povrniti samozavest. Mi pravimo, da ima vsak človek kraljevsko, preroško in duhovno poslanstvo. Mi smo vsa ta dostojanstva dali drugim v roke. Kraljevsko, ti si car, takega kot si ti, ni bilo in ga več ne bo. In kakšna priložnost je za starše, da prepoznajo svojega otroka v izvirnosti njegove osebnosti. To je unikum. Kaj boš hodil, ne vem, v Narodno galerijo, glej svojega otroka. Narodno galerijo kar pete, ker imajo še druge slike. Ampak kaj boš bulil tam neke zvezdnike po televiziji, glej otroka, prepoznaj ga, njegovo neponovljivost. In ko bo on prepoznal, da je vreden, se bo vrednotil kot kraljevski. Ne, da je bolj ali manj. Ne, vsak je v svojem neponovljiv. Mi smo pa to dostojanstvo kraljevsko pač dali nekim kraljem oziroma predsednikom. Opazujte jih, ko hodijo po rdečih preprogah. In boste videli, kako zelo so smešni. Neverjetno. Jaz to gledam in ne morem verjeti, da oni to resno jemljajo. Ker so pajaci. Pajaci interesa. Oni samo odigrajo, zato jih izolirajo, rdeče preproge, izolacija od realnosti, da ne stojijo na tleh, da so izolirani, obdani s privilegiji. Vse to ti paše, Sam veste, mi moramo ironizirati situacijo, paziti, da se ne bomo jezili. Mi moramo ohranjati visoke čustvene vibracije. Vse je frekvenca, vse je vibracija, pravi Tesla. In jeza, strah, negotovost, najbolje pa najnižje vibracije, kot te sramotijo, sramotenje, to so nizke vibracije. Mi se moramo dvigniti na to. Takega, kot sem jaz, takega, ki izgleda tako kot jaz, ni bilo. Občudujte me. Jaz pa lahko občudujem tudi pred seboj toliko teh izvirnih, neponovljivih osebnosti, že to, kak ste nazvan, ste neponovljivi, enkratni. Ni bolj ali manj, vsak je v svoji resničnosti najlepši. In če bi se pa še odprli v tem, kak ste, kakšne talente imate. Mi zdaj v šoli ocenjujemo predvsem racionalno inteligenco. Veste, vsak otrok ni bolj ali manj vrednih, ampak je vsak v polni vrednosti, je kraljevski v koktejlu njemu danih inteligenc. To pa so zelo različne. Zelo pomembna je odnosna. Da zna odnosna. Odnosna pa je, ampak to je druga tema, ne mogoče me bo da me zanesli. Ampak recimo se sem prej omenil, intuitivna, srčna, praktična. Nekateri so zelo praktični. Zakaj bi bilo nekdo, ki je talent, ne vem, na kakšnih teoretičnih predmetih, bil bolj pomemben od nekoga, ki zna lepo narediti mizo? Se on bo porabil samo nekaj osnovnih tistih podatkov, In zakaj moraš enega poviševati, drugega pa ponižati? Zakaj ga ne prepoznaš v izvirnosti? Sam gledajte, učitelji tega ne zmorejo. Oni imajo trenutno koncept, ki je zahojen 250 let, gre v neznosno. Mi bo treba ozavestiti in dejansko vzpostaviti alternativo, ki jo pa trenutna država naša želi čim bolj dušiti. Kar pa kaže, veste, kaj to kaže? Da se zavedajo, da so v dreku,
da ta način ne bo šel več, in pa še bolj zategne in bolj. Ne. Ja, tudi to je polarizacija. Ne, alternativo, prebujati se mora. Ne? Veste, učitelji globoko poklon temu. Problem je tisti, ki ohranjajo koncepte, ki niso več dopustni, ker gredo na neznosno. Učitelji so pa žrtve, tako kot so žrtve starši, kot so žrtve učenci. Ne? Zato moramo kreirati alternativo z radostjo, na visokih vibracijah, ne? Z naklonjenostjo do učiteljev, tudi do tistih, ki tam gor pišejo te koncepte, ironizirati pa koncepte, ki so pa res bolni. Ne bom rekel do amena, ampak že pa res skoraj do amena. Pa če bi ostala še potem pri tej mlajši generaciji, no, kaj mislite, kako ne se uprejo enoličnosti mišljenja, ki jo pogosto vsiljuje sistem? Kako ne se uprejo enoličnosti mišljenja? To je zelo težko, veš, če te en soldatsko kontrolira, a si se naučil in te ocenjuje, to je taka manipulacija, da je to je zelo hudo. Ne? In če se ti v tem kontekstu, in če moraš ti prebaviti enormno količino podatkov, in če si kar naprej nadzorovan, veste, to je koncept diktature. Ne? To je zelo težko. Tu bi bilo treba opolnomočiti starše, da imajo alternativni pristop. Problem pa je, ker starši želijo otroku samo dobro in prestrašeno gleda, ali bo moj otrok pasel v ta koncept, kakršen je dan, diktatorsko, ali pa ne bo pasel. Ali bo povzdignjen, ali pa bo ponižen. In ker tudi starš je prezmatran in ne more, potem otroka preprosto prepusti, ker dvigne roke. In potem prepusti, da gleda otrok, da se odklopi, ker ne zmore, ampak se ne odklopi v naravi, v stiku z živalmi, da bi objel enega kužeka, pa bi našel umiritev, sočutje, ker ga pri sistemu ne najde. Ne? Ampak gre na kaj? Zopet potakne. Zakaj to ne ozavestijo? Podtaknejo te, bi rekel, tatove pozornosti, ki imajo usodne frekvence. Veste, Steve Jobs ni pustil imeti svojim otrokom pametnega telefona. Usodne so frekvence, ki deluje na nevronski sistem, kakor droga. To je usodno. To je Miha Kramner povedal, od 100 odvisnikov od heroina, mislim, da so trije agresivni. Od 100 odvisnikov od teh frekvenc, če mu utegneš, je 36 agresivnih. To pomeni, na kak način na te občutljive možgančke deluje te frekvence. To vejo. Zakaj tega ne povejo? Zakaj je to legalno, da otrok dobi? Ne? In pa se krajša čas zbranosti, koncentracije, pa še tiste barve, ne? Kako deluje. In potem bogi učitelji dobijo otroke, ki niso preprosto sposobni več slediti, kako bo on sledil 45 minut neki razlagi, če so pa tam zanimivi filmčki, ki trajajo par sekund, pa že pa greš drugega. Veste, kaj to naredi z možgani? Zakaj tega ne ozavestijo? Zakaj to dopuščajo? Oni vse to vejo. Zakaj na škatlico cigaret napišejo, minister za zdravje opozarja, na to pa ni nobenega opozorila. Ne, še več, kar naprej ti ponuje nove modele, še boljše modele, še lažje dosegljive vsebine. Ne? Kje so odgovorni? Kje so tisti na vrhovih odločanja, da to dopustijo? Pa bomo pustili otrokom telefon imeti v šoli, ali ne bomo? Juhuhu, zdaj smo, da ne bomo. Ja, se ni problem. Ko pride domov, starš je prezmatran. Ne reč, da so starši krivi. Starši so preutrujeni. Starši niso opolnomočeni. Starši so izžeti. Starši se ne znajdejo. In če je otrok miren, ko gleda tisto, mu pač da, on tudi se ne zmore. Manipulacija je tam više, ki vse to ve in to ohranja. Ohranja rajo. Ko bomo pa mi rekli, da nismo raja, ko bomo pa mi dvignili zavest in bomo ustvarjali alternativo, ko ste babice in detke peljali otroke
k potoku, pa boste delali oslarije. Veste, dati alternativo tem frekvencijam je presneto težko. Ne? Ampak to moramo biti domisleni, predvsem pa moramo ozaveščati in kreirati alternativo. Mi moramo videti svet drugačen, pa smo pa lahko optimisti. Bo veliko žrtev, to ja, ampak veste, vodnar se prebuja. Že vstopamo v obdobje vodnarja, se spomnite, konc prejšnjega stoletja, ko je prišel tisti film Hair, ne? Kaj so peli takrat? Akvarium, ne? To pomeni vodnar. Zvezde vodnarja so že začele motiti zvezde rib. V mitologiji so se bal obdobja rib. To je bilo, Indijci pravijo Kali Juga, to je železna doba. Temna doba, težka doba. To je doba, ker se ljudje so razprti, zamorjeni, ker se kregajo, to so ribe, ki vleče vsaka na svoje. Ampak zdaj vstopamo Indijci bi rekli v zlato dobo. Ne? Vodnar je že prišel in moti ribe. Zavest se prebuja. Zato so tisti, ki manipulirajo, panični in ne razmišljajo, kako bi nas priheftali na umetno inteligenco, transhumanizem. Ne bo jim ratali, ker smo kozmično podprti. Zavest se prebuja, vedno bolj bo vodnar motil sistem rib, zato so panični in upravičeno so panični. Zelo upravičeno, kajti njihova doba mineva. Je pa problem, veste, da zmaj takrat najbolj upleta z repom. Ne? Moramo biti premeteni, igrivi, kakor otroci, pravi Jezus, hudomušni, ne se bat, sam ne se bat. Imeti vizijo, biti nasmejan, hraniti samega sebe s tem, kar te opolnomoči. Čim bolj se hrani z lepoto, ne, pravi Dostojevski, lepota bo rešila svet. Zred v to, kar je lepo, kar te dviguje, kar ti da moč, ob čemer se spočiješ. Zarit roke k materi zemlji. Zdaj, jaz sem prišel, čeprav s hribom malo bolj tako poletno oblečen, ampak je zunaj kar sveže pihalo. Ja, ko bo priložnost iti bos po travi. Tudi če živiš tukaj, lete, še vedno je trava. Ja, me bojo pa čudno gledali. Sam čudni so čudoviti in čudežni. Če se bomo bali, da bo kjer mislil, da smo čudni, pa smo hlapci in bomo igrali pričakovane vloge. Ne, mi smo zdaj zavestno čudni, ker smo čudoviti in čudežni. A me vidite? Upam si biti, ne? In pa boste videli, najprej boste vi 3 tedne hodili sami tule po travi, pa bojo pa še drugi začeli. Ker razelektri, veste, mati zemlja vedno razelektri. In mi moramo najti, jaz moram vedeti orodja, kako bom dvigoval svojo misel v pozitivo, kako se bom razelektril, tako kot imaš doma orodja, veš, kje imaš, da rabiš kladivo, ali pa ne vem kaj, kakšno orodje, ali pa gospodinje, imate pa svoje kulinarično orodja, oziroma kuharska orodja, tako bomo imeli tudi orodje, kaj me razelektri, kaj me umiri, kaj me opolnomoči. Čim bolj pozitivne, zato jaz recimo poročil televizijskih ali pa radijska imam samo ob 4 zjutraj, sploh ne tiskana, zato ker moram uravnovesiti informacije. Ker če je neka grozna informacija, ne vem odkot, moram jaz veste, na radiju ti naštepa ne vem koliko informacij, nimaš časa predihati in te potem to prebudi lahko tesnobo, ker je nepredelano. Isto na televiziji, ker še vizualizira, boljše prebrati in potem se malo okrepiti, torej uravnovesiti, ne naenkrat, ker je preveč. Tudi vi ne morete naenkrat pojesti 5 kremšnit, eno lahko, pa moraš pa predelati. Tudi ne moreš predelati naenkrat 5 negativnih informacij. Ker ustvari v tebi občutek brezupa, groze, strašnosti. Pa se rojevajo skrajnosti. Me boš rešila z vprašanjem. A se dotaknemo potem še malo knjige, mogoče kakšnega konkretnega primera, kakšne zgodbe, ki ste jo tukaj v knjigi opisali, kako v bistvu ta preobrat v mišljenju spremeni tudi pogled na ta svet. Kaj sem pa napisal, ker se pozabim? Ne vem, jaz sem našla zgodbico, ko je Ravija
hodila po cesti kot ob svoji majhni koči, sonce je počasi pojenjalo tam. Ja, daj povejte to zgodbo. Jo, idite jo. To so te zgodbe. Veste, kaj je pri meni problem? Imam vedno problem, kadar se tisti, ki vodi fejst pripravi in pričakuje, da jaz to, kar sem napisal, še vse vem. Jaz recimo, da nekaj zelo študiram, zelo padem, ne tako kot naši otroci, v veliko informacij, potem pa grem naprej. Trenutno pišem, ker me zanima tudi astroarheologija, pišem vodnik po ozvezdju Vodnarja, ker imamo mi izjemne te megalitske pomnike in sem bolj tam doma. Po Šivanki je bila, ki jo je izgubila v hiši in iskala na cesti. Zato, ker je svetloba zunaj, ne, jo je pa izgubila tam noter, ja. Velike teh zgodb, ki ti dajo misliti, ja. Žal, Katja, to ne bom dobro ponovil. Neko popoldne je rabija nekaj iskala po cesti ob svoji majhni koči. Sonce je počasi pojenjalo in pričelo se je temniti. Takrat so se okoli nje zbrali ljudje in jo vprašali: kaj počneš, kaj si izgubila, kaj iščeš? Odgovorila jim je: izgubila sem Šivanko. Takrat so ji obljubili: sonce že zahaja in Šivanko bo težko najti, a pomagali ti bomo. Kje točno si jo izgubila? Cesta je dolga, Šivanka pa je majhna. A če natančno vemo, kje si jo izgubila, jo bomo lažje našli. Rabija je odgovorila: ne sprašujte me tega, saj pravzaprav nisem izgubila na cesti, ampak v svoji hiši. Ljudje so se zasmejali in rekli: videli smo, da si malo nora. Če si Šivanko izgubila doma, zakaj jo iščemo na cesti? Rabija jim je odgovorila: iz preprostega in logičnega razloga. V hiši ni svetlobe, na cesti pa jo je še nekaj. Ljudje so se zasmejali in se pričeli razhajati. A rabija je zaklicala za njimi: poslušajte me, to isto počnete tudi vi. Sledila sem vašemu zgledu. Zagrizli ste v iskanje sreče v zunanjem svetu, ne da bi postavili temeljno vprašanje, kje ste se izgubili. In jaz vam povem, da ste jo izgubili v svoji notranjosti. Iščete jo zunaj iz preprostega in logičnega razloga, ker so vaša čutila usmerjena navzven. A kljub temu vam zagotavljam, da je niste izgubili tam. To vam lahko povem iz lastnih izkušenj. Tudi jaz sem jo dolgo iskala zunaj sebe, a ko sem pogledala vase, sem bila presenečena. Ni je bilo treba več iskati in preverjati. Sreča je bila vedno v meni. Zato bi pa potrebovali tihoto. Eno od stvari je, da rabiš ti tihoto, ker v tihoti ti vzpostaviš to odnosno povezavo, ne? To pomeni zaznavnost, ne? Ker vse okrog nas, trave, drevje, živali, so v odnosu z nami. Nas pa obdajajo s hrupom, zato da se ne bi opolnomočili v tej odnosnosti. Ne? Ko pa si v tihoti, ima pa vse dejansko podporno vlogo v tvojem življenju. Tihota in ta stik, prisen stik z naravo, ne? To je zelo pomembno. Ne? Pa tihota, tu se odpreš, si odprt med nebom in zemljo. Nekateri zdaj rečejo sodobno, so odprti portali. Ja. Takrat v tebi je tisto, pravijo astronomiji, ne? V središču galaksije običajno črna luknja. To pomeni na območje, kjer se pojavi singularnost. Prostor se ukrivi in vse pade izven zakonitosti fizike, ni časa, ni več prostora. Ne? Ampak to obnebje, veste, ima vsak izmed nas v globini, v svoji notrini. Ivan Cankar bi rekel skriti kamrici. Tudi v nas je obnebje singularnosti in tam pride do tega stičišča, tam pride do te svete enosti, tam je vse v povezanosti. In to so najbolj blagodejne počutja. Ne rabi se bati, ne? Tudi ena od manipulacij je bila, da se moraš Boga bati. Ne? Bog te ta hip, to, kar imenujemo Bog, ker beseda Bog je gotovo najbolj zlorabljena beseda, ker so hoteli z njim manipulirati. Ne? On te ljubi v tvoji resničnosti, nikoli ne sodi. To je tudi tako lepo, ne? Ko ugotavlja Albert Einstein, da obstaja v kozmosu, obstaja neka
Andrej Detela to dokazuje z sintropijo, ne? V kozmosu obstaja neka, mi bi rekli v cerkvi sveti duh, ne? Stari Grki bi rekli eter, ne? Ampak obstaja neka energija, ki nas povezuje in ki na nek način neke moči, ki preprečijo daljnoročno zmago hudega zla. In Albert Einstein v pismu svoje hčerki pravi, najlažje bi to imenovali ljubezen. Nikola Tesla pa to imenuje lepota in sočutje. In Dostojevski je rekel, lepota bo rešila svet. Zato se odpirati v to lepo, se opolnomočiti, se vedno znova krepiti, se nahraniti. To, kar si, imeti čas za to hranjenje, ne? To nucamo, da bomo z radostjo vstopili v obdobje, ki je pred nami in se bo uresničilo prav zaradi tebe. Veste, to ni bolj ali manj pomembnih. Ti imaš kraljevsko poslanstvo, preroško in duhovno. Ti si tisti božanski delček, ki se veže, ki povezuje vse v sveto enost. Ne? Ti imaš duhovno preroško, ne? Pa pravijo, ja, katerega filozofa slediš, po kateri filozofski šoli pripadaš. Nobeni. Do vseh sem pa radoveden, ker če mi pomagajo misliti. Ne? Če pa kateri filozof napiše knjigo, da bom jaz mislil tako, kot on misli, gledajte, vse preberem, ampak naj si ne misli, da bom mislil, kot on misli. Sem pa hvaležen, če mi je dal misli. Če pa vkaluplja misel, to pa tako po prvi strani spoznaš. Pa nima smisla brati. Gremo še potem k zgodbi o Veroniki Deseniški. Ja, to je pa moja ljubezen. Bil sem 3 leta v Jurkloštru in me je zanimala ta zgodba Friderika in Veronike, me je zanimala od nekdaj. Predvsem, ko sem bral te naše slovenske literate, ki so opisovali, me je zanimalo, zakaj, kje je bila Veronika Deseniška v času med letom 1422, takrat je Friderik umrla zakonita žena Elizabeta Frankopanka, ko je začel Herman preganjati to zgodbo. Zdaj, veste, Friderik je bil znan kot lahkoživec. Če bi bila Veronika njemu samo ljubica, ne bi imel nič proti. Ampak tu je šlo pa za ljubezen. In ljubezen, to gre res za zgodbo ljubezni. Tu pa je hotel narediti Herman konec, kajti v tistem času se velikaši niso gledali ali o ljubezni svojih otrok, ampak kako bojo pletli pač te vezi, ki jih bodo še bolj ukrepile v njihovem statusu. To je šlo pa za ljubezen. In Herman to zgodbo preganja, ampak zakaj ni mogel te zgodbe presekati takoj? Kje je bila Veronika, kje je našla azil Veronika med letom 1422 in 25? Papeži so dali kartuzijanom pravico azila. To pomeni, da so se lahko na območje samostana, ki je imel za to posebne stavbe, zatekli ljudje, ki so bili preganjani, in če bi kdorkoli stopil na ta prostor z nasiljem, bi bil sam po sebi podvržen kazni izobčenja. Tega so se pa grozljivo bali, ker to je pa pomenilo, da te bojo celo večnost svrli. To so imeli te manipulativni grozni prijemi, ampak takrat, da Herman ne bi vedel, kje je Veronika. On je vedel, ampak ni mogel noč z nasiljem. Takoj, ko sta šla živeti na Friedrichstein, na Kočevsko, je v besu dobesedno razrušil tisti graz. To je videl, kak je bil besen, ko je končno lahko prekinil to zgodbo ljubezni. Kje je našla? Moja velika teza je, da je našla prav v Jurkloštru. In veste, sam Herman je bil dobrotnik kartuzijanov, kdo bo delal proti volju vladarja. Me je zanimal, kakšen je bil, vedel se, da je bil takrat neki Arnold prior, tam predstojnik, kakšna osebnost je bil. In potem mi je pater Janez Holenstein, to je pa kartuzijan v Pleterjah, jaz ne znam latinsko, sva se zakopala v arhivske zapise. In ti arhivski zapisi so odkrili lik priorja Arnolda kot svojeglavega, srčnega
in ne najbolj podložnega avtoritetam, oziroma sploh ne. Kako se je to videlo pa Brihtnega, kako se je videlo, da je Brihten, ker so ga dali za vizitatorje, torej drugih samostanov, torej tisti, ki je šel pogledati, kako tam živijo. In če je tam videl enega zaribanega priorja, ga je kar odstavil na lastno pest, te pravice pa ni imel. To pomeni, da je bil srčen in svojeglav, idealna kombinacija. Za nekoga, ki si je upal dejansko zaščititi zgodbo ljubezni, čeprav je Herman temu hudo nasprotoval. In to razloži, ta lik priorja Arnolda razloži tudi vprašanje sodnega procesa. Veronika Deseniška, prvi čarovniški proces na Slovenskem, v izidu tako neverjeten, da nekateri zgodovinarji celo menijo, da tega procesa ni bilo, ampak ga omenja Celjska kronika. Celjska kronika je bila pa pisana v dopadljivosti do Hermana. Herman je tu zgubil. In če tega procesa, na katerem je Herman zgubil, ne bi bilo, kronist gotovo ne bi o tem pisal. Ne? To pomeni, da ta proces je bil. Herman je bil po politični moči, mi bi danes rekli, nesporno avtoriteta, ne samo na našem prostoru, ampak širše, ker je rešil življenje cesarju Sigismundu in zato se je Sigismund poročil z Barbaro, njegovo hčerko. Torej, nihče mu ni mogel parirati po svetni moči. Lahko mu je pa pariral po duhovni moči. In da se je Celjsko sodišče, to so imeli tako glasovanje, veste, ponekod je še zdaj v samostanih, bel fižolček pomeni, bomo ga sprejeli med redovnike, črn fižolček ne bo sprejet. In pa se to, tako so takrat niso bili pismeni, pa so pač mogoče bili temen kamenček pa bel kamenček, ne vem, na kak način so imeli, pa so izglasovali, da je nedolžna. Torej, očitno se je na tem procesu pojavil nekdo, ki je pariral na duhovni moči Hermanu, in tukaj je velika verjetnost, da je bil prior Arnold. Jaz sem to zgodbo napisal v obliki najprej zgodbe, na koncu pa tudi kot strokovni članek v uradni časopis za zgodovino, in je objavljen, ker teze dokaj dobro stojijo. Televizija je pa tudi posnela dokumentarec, mogoče ste ga kdaj gledali, naslov pa ima ne Friderik in Veronika, ampak Veronika in Friderik. Ampak jaz sem hotel knjigi, da je Friderik in Veronika, ker je Romeo in Julija. Italijani, Shakespeare piše, da si je zgodbo samo dobro zamislil, ne? Ker je bila že uspešnica. Mi pa imamo dejansko uspešno, on si je zmislil zgodbo in Italijani kažejo pomnike te ljubezni, greš v Verono, vse ti pokažejo, ne? Kje naj bi se dogajalo to, kar se ni dogajalo. Ne? Mi pa imamo uspešnico, ki pa je, na katero moramo pa postati bolj ponosni. Ne samo, da imamo živega Romea in Julija, ker ta zgodba je uspešnica zato, ker se je tragično končala. Veste, Friderik je bil gotov zagoneten dec, in če bi Veronika njej v zakonu ne bi bilo lahko, ne si mislil, da bi pa, ampak res je umrla, je pa bilo vse, je pa uspešnica, ne? Če ste gledali, ko sem bil še mlajši, je bil film Love Story, tudi se konča tragično, ne? Ampak ravno zato je pač, ali pa Titanik, ne? Ja, on utone in zdaj, če bi ona živela z tem tipom, da bi imela hude muke, ne? Ampak pustimo to, ja. Ja. Nimamo samo Romeo pa Julijo, imamo tudi razbojnika Guzeja. Angleži so si, Robin Hood je legendarni lik. Mi pa imamo razbojnika Guzeja, ki je bogatim jemal in revnim dajal. Zelo zanimiva zgodba, jaz sem obljubil, da bom napisal, ampak je še pa nisem napisal, pa mogoče pa bom kdaj, ker je zelo zanimiva zgodba. Kako? Kdaj je živel v Gorenjski? Guzej je živel tam konec prelomu prejšnjega stoletja, 19-20. Na Kozjanskem, ja. Prevor, ja, sem bil tam eno leto in zato sem obljubil, da bom napisal. Če nisem. Pa, če gremo počasi, se ura že bliža, no, pa bomo pustili potem še nekaj prostora in časa za vprašanja. Kako bomo v bistvu to knjigo, vašo novo, o kateri danes govorimo, no, mogoče v enem stavku predstavili našim? To je knjiga, ki hoče dati misliti.
To je knjiga, ki ne želi, da bi mislili, kot to not piše, ampak so to miselne izhodišča, da bi skupaj domislili bolj žlahten človeški svet. Ne. To je poslanstvo. Na eni strani, gledajte, ozavešča manipulacije, ne. Tam zato tudi citiram, da ta knjiga ima tudi kar nekaj opomb, da stvari stojijo, da se nekaj ne zmišljujem, potem pa dejansko ozavestiti manipulativne prijeme, jih ironizirati in kreirati alternativo. Ta knjiga je v tem poslanstvu. Sem pa najbolj seveda skušal zavesti ta hipnotični, odkot izvira ta hipnotična predaja lastnega razmisleka pred izpostavljenimi avtoritetami. Dosti tega. Dajte nam misliti, ne pa vi mislite namesto mene. Bog nam je dal ta zgornji štuk, da ga nucamo. To ni računalnik, v katerega boste vi vstavljali informacije, kako bom jaz razmišljal. Dajte, spoštujte me kot osebnost. Razumete? Nazaj se moramo povrniti k dostojanstvu, ki ga ima vsak izmed nas. In kot sem rekel, imate kraljevsko, imate preroško in imate duhovno. In ni bolj ali manj pomembnih. Andrej Detelj pravi, ko bo 15% ljudi ozavestilo dostojanstvo in bo kreiralo alternativo, se bo prebudil kvantni premik v zavesti. Vse je odvisno od tebe. Nisi nepomemben člen. Si kraljevski, preroški in duhovni. Zato moj globok poklon vsakemu izmed vas. In če boste na koncu ploskali, samo sebi ploskajte, to, kar rečem, zato, da boste prebujali sami sebi to dostojanstvo, ki ga imate, in je izjemno in je odločujoče. Veste, če so tisti, ki manipulirajo v paniki, so upravičeno, ampak prav zaradi tebe in tebe in tebe. Upravičeno so v paniki, ker se prebuja alternativa, ker se prebuja nov svet, po posameznikih. Samo 15%. Pa se bo dogodil kvantni premik zavesti. Bi mogoče povabili, gospa že malo prišla. Ja, ker naša mladina, ko ima zdaj toliko težav s tem, kaj je smisel življenja, zakaj živi, da je to mogoče pravzaprav zato, ker je zelo dobro videti, stane mogoče, da nima še vidi, tudi zelo dobro ste, tudi sam tak mislim, vidijo stanje, ne vidijo pa alternative. Mi moramo njim ponuditi alternativo, Ker to pa je tako, da jih ovrednotiš, da si igriv, da jim zastavljaš vprašanja, da jim zaupaš, da verjameš, da jim odpiraš horizonte razmišljanja in jih opozarjaš na pasti, kjer jih pa lahko ulovijo in zalepijo v nemoč, v nekreativnost. Hvala vam. Ko sem na začetku govoril o tem šolskem sistemu in obveznosti, kako je to zdaj kot neko najbolj osnovno orodje manipulacije. Bi sploh lahko funkcionirali kot taka civilizacija ali pa kot država, če ne bi bilo nekega konsensa o tem, kaj je resnica. Poglejte, nekaj je dejanska resničnost. So neke ugotovitve, ki jih je treba kot podatkovne osvojiti, ampak je pomembno, da so samo temeljne, da ni preveč balasta. Po drugi strani pa je pomembno ohranjati, to bi rekel, kreativnost razmišljanja. Tako kot sem rekel, nagovorjenja ne izključujoče, ampak dopolnjujoče, na osnovi moje osebne spoznavne resničnosti. Meni gre zelo na jetra, če kje reče, razmišljam jih tako kot vi, tega jaz nočem. To je meni grozno, če mi kjer to reče, me kar stisne, a tudi jaz ukalupljam misel, jaz tega ne želim. Vem sicer, da pripovedujem nekaj, ampak ne, jaz bi rad dal samo misliti. To pomeni, nekaj stvari so, tako kot ste rekli, so dejansko, jih je treba usvojiti, posebej, če greš na svoje področje raziskovanja, ti moraš določene stvari vedeti, moraš biti študiozen, ampak recimo potem ampak vsaka stvar, recimo jaz na področju teologije ali pa slovenistike, ti omogoča kreativno razmišljanje. Potem si pa daš, kako ti tu misliš, ker jaz vem, da imam neko misel, neko svoje stališče, vem pa, da je pa to odprti horizont
In potem mi vi pomagate širiti, mi pomagate razmišljati dalje. Ne? Ja, samo v bistvu poanta je, da ne smeš samo slepo slediti. Ja, tako je. Ja. Na področjih, kjer moramo pa kreativno razmišljati. Ja. Ja. Kako bi pa učitelj potem take učence lahko v šoli vzeli? Glejte, problem je, v sedanjem konceptu učitelj nima veliko manevrirnega prostora. Nima. Ne? On je ujet v koncepte, kot sem jaz ujet v koncept religiozne ustanove, ampak vsaka, to mi je rekel moj duhovni oče Taras Krmavnov, prenova se vedno dogodi v notrini institucije. V učiteljih, ki začne razmišljati alternativo. On ima, veste, toliko ima vsega, recimo, da ni on ne more zdaj neki bluziti po svoje. Ne? Ampak lahko pa razmišlja alternativo. Ne? Misliti alternativo, ne? Prebujati misel, ne pa se utruditi pa reči, se nič ne morem. Ne? Tudi meni bi bilo najlažje, ne bi me zadušili, biti priden uslužbenec institucije. Mi služimo življenju. Institucije mora biti pa v službi življenja. Če pa življenje dušijo, je pa moja naloga dejansko, da jaz drugače ne morem. Jaz vem, da grem mnogim na živce, ampak se poudarim, da ne govorim resnico. Govorim pa, ker bi me drugače, jaz drugače ne bi mogel iti v kapelo in moliti. Ne bi se mogel odpreti v obnebje svetega, če bi ne služil življenju, pisano z veliko in z malo, ampak interesu institucije in bi bil priden uslužbenec. Sej, vete, učitelj mora preživeti, on mora plašo imeti, ampak on pa lahko prebuja misel, misli alternativo. In na tistih nijansah, kjer je omogočen osebni pristop, dejansko deluje osebno. Jaz sem težek dislektik in mene so reševali samo izjemni učitelji. In teh sem imel veliko, ne? Ker so me zaznali v moji osebni resničnosti in so mi pomagali, da sem šel naprej. In res moj globok poklon vsem, ki so v učiteljskem poklicu, ker je to, glejte, to je tako poslanstvo, ne? To je res samo en globok poklon. Ja. Sočutjem verjetno, ne? Ja, sočutje, zaznavnost. Je pa tudi težko, veste, ker učitelj ima tudi svojo osebno zgodbo, ni tako enostavno, ne? In tam ima kar naenkrat toliko ranjenih otrok, oziroma zdaj otrok, ki nimajo sposobnosti koncentracije, ki nimajo več te sposobnosti branja nekih zahtevnejših tekstov, je to ni enostavno. In bi mogli malo ozavestiti ozavestiti bi rekel, to, kar zasužnjuje otroke oziroma jih onesposoblja. To bi mogli bolj ozavestiti. Ne? Ampak do otrok drugače pristopa se mi zdi, ker je v stiku sam s sabo bolj naravno, bolj mirno. Samo pa veste, zdaj pa problem, ker naenkrat se je pojavil toliko tega otrok, ki ne zmorejo osnovne normative in se pa ne vprašamo, zakaj je prišlo do toliko tega. Ne? Najlažje je kriviti starše. Starši so zmatrani, se ne znajdejo, nikogar obsojati, nikogar, ampak samo z ljubeznijo ozaveščati in dejansko misliti drugačnost, ki bo omogočila, da se bo drugačnost prebudila z ljubeznijo. Ker potem bomo kozmično podprti, kot je rekel Einstein. Drugače pa ne bomo delovali ustvarjalno, ampak destruktivno. Samo z ljubeznijo, z naklonjenostjo, ozaveščati, se malo nasmehniti, ne ljudem, ampak konceptom in kreirati si upati misliti alternativo. Ja. No, ko smo že ravno pri ljubezni, kako naj ljubimo naše vrle politike, ki še zdaj ne vedo, ali se v Palestini dogaja genocid ali ne in čakajo na dovoljenje iz Bruslja. To je ironizacija, to je pomembna ironizacija. Ne ironizirati situacije, ker je bilo, da sem zdaj slišal, da je enemu zdravniku, mislim, da od 10 otrok 9 jih je ubil. To je zločin, v katerem bi morali
dejansko vsi, kot ste vi rekli, odgovorni skočiti v luft in reči dovolj je. Ne? To, in recimo to, da gre za genocid, je zdaj meni popolnoma jasno in mislim, da tukaj, veste, najbolj hujše je bilo, ko se je pojavil Hitler, ko se je pojavil Stalin, je bilo najhujše tista, bi rekel, politična lojalnost, korektnost, ja, dopadljivost, da moramo biti politično previdni. Ne, če je zlo, je zlo. In je treba zlo kot zlo opredeliti. Nedopustno. Hitlerja bi lahko ustavili, pa ga niso, ker so bili korektni, kot ste rekli. Poslušajte, kakšno imate pošli mnenje o tej Waldorfski šoli pa v Montessori metodi? Vsaka alternativa, vsak poskus, tudi če ima kako napako, nič hudega. Papež Frančišek je rekel duhovnikom, pejte na ceste k ljudem, tudi če boste delali oslarije, nič hudega, samo da poskusite alternativo, ker tam je čistiska, duhovna tesnoba. Isto tudi tu, vsi ti poskusi, moj globok poklon, samo jih država očitno so živčni jih duši. Postavlja neke pogoje, neke neumnosti, ki so samo izraz slaboumnosti predpostavljenih, ki te ovire postavljajo. Ampak zgodovina jih bo prepoznala. Jaz bi sam rekel, naj se zapišejo imena in priimki tistih odgovornih, ki so se podpisali pod takšno zasužnjevanje alternativ. Naj se zapišejo z imeni in priimki. Ne pozabiti zapisati, kajti veste, nosijo odgovornost. In pred zgodovino bodo mogli nositi odgovornost. Ker so dušili življenje. Strokovno, tako kot bi strokovno vam dokazal, da Boga ni. Se je to zelo strokovno. Bi se podpisal Karel Gršan, magister teologije. Ampak nisem služil življenju. Sem izdajal to, kar je božansko. In tudi oni lahko izdajajo to, kar je božansko v slehernem otroku. In to je zločin. Ne samo v Gazi. Koliko ponižanih, koliko podcenjenih, koliko spregledanih, vsak pa enkraten in neponovljiv v svoji osebni izvednosti. Ko se bo v korenini spremenili razmišljanje glede šolskega sistema, me zanima, kaj v bistvu lahko posameznik, razen tega, da se zavedaš, da ti dobiš drugače dela. A je neka revolucija potrebna za to? Najbrž ne, ali pač treba samo čakati pa prepustiti. Alternativa se bo prebujala, to je neustavljivo. Je pa fino, da ozavestimo, kje je zajec tiči. Rabili so, niso mogli več zadušiti razmisleka, mogli so iti v koncept pravilno misliti, in pa rabili so vojake, torej izključujočo tekmovalnost. To razjeda, to razjeda. In to je treba ozavestiti in pa ne biti zaskrbljen, razmišljati o tem, se pogovarjati, prebujati. Samo prebujati alternativo. In to je vsak od nas neizmerno dragocen. Ko vemo, da pač mislimo, da iščemo, da nimamo resnice, ampak da pa odpiramo, bom spet rekel, portal v novo dobo. Hvala vam.